V Domžalah je potekal dvoboj med domačo ekipo in Gorico. Prva tekma v tem drugem delu prvenstva med tema dvema ekipama se je končala neodločeno 1-1, Parker pa je v zadnji minuti takrat zgrešil 11-metrovko. Prva akcija za domače, poskušal je Zenih Kusmani, oddaleč, Kordas pa je bil na pravem mestu in žogo izbil v kot. V 16. minuti še ena priložnost za Domžalčane, žoga pred vrata. Anev pa je z glavo meril nekoliko previsoko. Potem pa že takoj zadetek za Domžale, boljša je bila domača ekipa v prvem polčasu, žoga pred vrata, na pravem mestu pa je bil Anev, ki je zatresel mrežo za 1-0. Podal je Parker, Anev pa je pokazal, da je na zadnjih tekmah v izjemno dobri strelski formi. Še ena akcija za domačine, tokrat je poizkušal Majer strel z razdalje, na pravem mestu pa Kordas, ki je imel nekaj malega težav. Prišla je tudi prva priložnost za Goričane, najprej je oddaleč visoko čez gol meril Koda, potem pa po pol ure igre je priložnost za Gianluca Lapadulo, ki je streljal po podaji Badzofija oziroma bil nekoliko prekratek in žoge ni najbolje zadev. Do konca prvega dela še dve priložnosti za Domžale, oddaleč je meril Šišić in zgrešil vrata Kordaza, nato pa še en poizkus Anefa, žoga pa je končala v vratnici in takole je končala tudi v golavtu za gostujočega vratarja. Drugi polčas in prva priložnost za Stankovića, močno je meril daleč in za las zgrešil gostujoča vrata, nato pa rumeni karton za Gilija, ki je porumenel in prodrl Parkerja, čeprav so domači zahtevali direktno izključitev. Po dobri uri igre pa vendarle tudi zadetek za Goričane, žoga je končala v mreži, zadel je Francesco Finocchio, lepo si je zaustavil žogo, potem pa sprožil proti vratom Vidmarja, ki je bil tokrat nemočen in izid je bil poravnan na 1-1. Do konca tekme še nekaj priložnosti na eni in drugi strani, najprej oddaleč ogrel dlani vratarja Kordaza, Božek Vancaš, še enkrat je meril tudi Šišić, ki je tudi v tem primeru zgrešil goriška vrata. Nato pa je dobro meril tudi Širok, a na pravem mestu je bil Vidmar, ki je tokrat rešil vrata Domžal. V zadnjih 10 minutah priložnost najprej za Goričane. Prosti strel je izvajal Širok, na pravem mestu Vetrih, ki je meril točno vratarja Vidmarja. Nova priložnost za Primorce, tokrat je zgrešil Tine Kavčič in žoga je končala visoko prek vrat, potem pa še zadnja akcija tekme in priložnost za domače igralce. Poskušal je Božek Vancaš, žoga pa je končala za las mimo vrat Kordaza. Konec tekme v Domžalah, na koncu prvi polčas, ki je pripadel domačim, drugi gostom, izid pa na koncu 1-1 in delitev točk.